Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo, kot že tolikokrat poprej, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih temah. In seveda, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, lahko dobite bližnjice do originalov navedene v samem opisu. In verjetno vsi vi že dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. Tako, na hitro smo ponovili pravila, tako da se takoj lahko lotimo prve današnje teme. V prvi današnji temi se bomo dotaknili 2 člankov. Prvi je bil objavljen 7.7. na spletnem portalu The Race, drugi pa dan kasneje, 8.7. na portalu motorsport.com. V obeh je govora o zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju pri Ferrariju in Red Bullu. Seveda opazili ste, kako je Max Verstappen na zadnji veliki nagradi Velike Britanije imel težave z mehanizmom, ki je med ljubitelji znan kot Macarena. In podobno, čeprav po izjavah ekipe ne zaradi istih razlogov, se mu je pripetilo na Veliki nagradi Avstrije. Tu je treba dodati, da pravzaprav želi FIA preveriti, ali so tako pri Ferrariju kot pri Red Bullu napravili vse, kot veleva pravilnik. Namreč obstaja velika verjetnost, da ukolikor pride do okvare, ostane sistem odprt in voznik brez oprijema na zadku. In videli bomo, kakšna bo odločitev seveda. V najslabšem primeru bi lahko mehanizem pri FIA prepovedali v nadaljevanju sezone 2026 ali pa v letu 2027. In tu je treba povedati, da pri McLarenu so tudi že preizkušali podobno rešitev in jo bomo videli verjetno na progi na prihajajoči veliki nagradi Belgije. Ampak McLaren v raziskavo FIA ni vpleten. Treba je dodati, da FIA končno opravlja svoje poslanstvo. Ne samo, da morajo skrbeti za to, da se pravila upoštevajo, ampak morajo gledati tudi na varnost. Tu se ne bom spuščal v zadeve, kot je aerodinamična prednost, ki jo lahko ima takšen aerodinamični profil. Ampak dejstvo je, da pri Maxu Verstappenu smo videli že 2-krat v 2 zaporednih dirkaških vikendih praktično okvaro, ki je povzročila nevaren trk. In če bi si tu FIA zatiskala oči, glede na to, da je Macarena nekaj, kar publika z veseljem gleda, bi pomenilo, da stavi dogajanje na progi pred varnostjo. In to ne sme biti. Tako da pozdravljam to preverjanje FIA, videli bomo pa skupaj, kaj se bo iz tega rodilo. A zaenkrat toliko, mi si pa oglejmo drugo današnjo temo.
Tudi pri drugi današnji temi se bomo ustavili pri dveh člankih, ki sta tokrat diametralno nasprotna. Prvi je tisti, ki je bil objavljen 7.7. na spletnem portalu f1oversteer.com, drugi pa oni, ki ga dobimo na uradni spletni strani Formule 1 f1.com in je bil objavljen 3.7. In verjetno ste zasledili tudi vi, kako naj bi si želel Oscar Piastri zapustiti McLaren. O tem lahko beremo v prvem že prej omenjenem članku in da se njegov menedžment trudi, kako naj bi pretrgali njegovo pogodbo. In to je zanimivo, kajti komaj nekaj dni pred tem smo lahko brali, da si želi Piastri svojo pogodbo z ekipo iz Wokinga oddelati do konca. In tu verjetno ima vsakdo izmed nas svoje pomisleke. Namreč po eni strani, verjetno vsi mi navdušenci, vidimo, kako Piastri pri McLarenu ni zadovoljen. A verjetno se ne počuti udobno v tej vlogi drugega voznika, ki so mu jo vsilili, bodimo iskreni. Ampak po drugi strani se moramo zavedati, da tudi pri McLarenu imajo svoje argumente. Namreč razumem jih, da če k njim prihaja na primer Max Verstappen, mu morajo narediti prostor. In sedaj se poraja vprašanje, ali je res Oscar Piastri tisti, ki želi zapustiti McLaren, ali pa je McLaren tisti, ki se želi rešiti samega Piastri. V vsakem primeru sam menim, da bi bila menjava ekipe za Piastrija presneto dobrodošla. Kam bo šel in če bo, bomo pa seveda kot ponavadi ugotovili skupaj. Mi se bomo sedaj posvetili tretji današnji temi. Tretja današnja tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 7.7. na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, kako bo Scuderia Ferrari prva, ki bo preizkusila novo progo v Madridu. Še do pred nekaj dnevi je bilo tam gradbišče, ampak pri Scuderiji so praktično prehiteli vso konkurenco in organizirali so tako imenovani snemalni dan. Kar pomeni, da bodo z izgovorom snemanja propagandnega materiala imeli na voljo 200 km z aktualnim bolidom S26 in kjer bosta tako Lewis Hamilton kot Charles Leclerc preizkusila to progo. Snemalni dan za Ferrari je pomemben tudi iz enega drugega vidika. Namreč tako Leclerc kot Hamilton bosta zbrala podatke, ki jih bodo vložili v simulator in bodo tako lahko preizkusili razne variante za prihajajočo veliko nagrado Španije. Tu je treba povedati, da Ferrari ni napravil nič, kar ne bi dovoljeval sedanji pravilnik Formule 1. Vprašanje je, kaj bodo naredile druge ekipe. Mnogi bi se lahko sedaj začeli spraševati, ali je to nujno. Namreč, da Ferrari v navednicah porabi snemalni dan za dirko, ki bo na koledarju tam šele septembra, je po svoje morda malce prezgodaj. Po eni strani se spomnimo, da so začeli s pripravami na ta drugi del sezone prav s snemalnim dnem v Monci. In dirka za veliko nagrado Španije zaključuje to turnejo po Evropi. Ampak tu je
treba po drugi strani povedati nekaj. Nikoli ni prezgodaj, še posebej v sedanjem času, ko v bistvu kraljujejo simulatorji. Če Harari v 200 kilometrih zbere vse tiste podatke na progi, ki ima 22 ovinkov, bodo lahko imeli kar nekaj časa, da bodo pripravili ne samo nastavitve, ampak tudi možne posodobitve za progo, ki bo drugače za vse preostale velika uganka. In verjetno mi, navdušenci, bomo spremljali, kdo bo še organiziral snemalni dan prav na novi progi v Madridu. Nam pa še ostane zadnja današnja tema. Za konec pa kot običajno tista malce bolj obrobna tema. Danes se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu GP Blog 4.7. Tu smo lahko prebrali, da Christian Horner nekako pripravlja izdajo knjigo svojih spominov, ki naj bi prišla na police v predbožičnem času v letošnjem letu. In treba je povedati, da knjiga bo zagotovo zanimiva. Horner je bil v svetu Formule 1 kot glavni in odgovorni team manager Red Bulla tam od leta 2005, pa dobesedno do konca vikenda za veliko nagrado Velike Britanije v sezoni 2025. Kar 2 desetletji zgodb, anekdot in spominov nas čaka, čeprav verjetno marsikoga izmed nas dobesedno zanima, zakaj je Horner izgubil svoje mesto. In upajmo, da bo tudi to omenjeno v kakšnem bolj obsežnem poglavju. A kljub vsemu se je meni tu porodila neka misel. Če se Horner želi vrniti v Formulo 1 s kakšno drugo ekipo, zakaj prav sedaj objavlja spomine? Spomini se ponavadi nekako napišejo takrat, ko je določenega poglavja v nekem življenju konec. In malce čudno bi bilo, če bi Horner govoril o vsem tistem, kar je doživel v Formuli 1, ampak bi bil dobesedno na vrhu neke druge ekipe od leta 27 naprej. A videli bomo, kaj se bo zgodilo, in upam, da bomo mi, navdušenci, tukaj hitro deležni kakšnega odlomka te zanimive knjige. A kot ste razumeli, tudi tokrat smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.